nekje mi je bilo celo očitano, da nasprotujem svobodni katedri ali pa da sem dajal temu, da sem temu porekal v programu dr. Dragana Marušiča. Temu nisem nikoli nasprotoval. Imel sem pomisleke glede na ortodoksne znanosti in so se strinjala, da je treba dopolniti seveda ta del s tem, da se pove, da pač na podlagi dejansko znanstvenega pristopa lahko obravnavamo na univerzah tako imenovane neortodoksne znanosti, ne pa da bi seveda spuščali, bi rekel, v univerzitetni prostor, kaj bi rekel, pač samooklicane znanstvenike. Za vsak projekt, tudi če bo to svobodna katedra, če kdo za njo stoji in bo tudi jo gnal, jaz vsak projekt podpiram, kjer so ljudje, kjer je volja in če prinašajo seveda skupnemu okolju nekaj koristi. Če pa sem že pri besedi, jaz sam pravim, sem to tudi navedel v svojem programu, kar se tiče prihodkov, je potrebno za razvojni preboj naše univerze pridobivati mednarodna in tržna sredstva. Prizadevati se treba za stabilno financiranje, ampak to lahko zagotavlja le obstoj, če ne že celo nazadovanje. Če želimo razvoj in ne nazadnje ustanove, kot so univerze, raziskovalni inštituti in podobno, imamo tukaj izjemno priliko v času krize, da dosegamo tudi razvoj, kajti v to se bo vlagalo, tako na področju investicij, kot na področju dejavnosti, moramo tudi ustrezno stimulirati in motivirati naše zaposlene. Sam lahko rečem, in to sem seveda zapisal tudi v program, da mora rektor za to poskrbeti, da že v praksi dokazujem z lastnim zgledom, pa naj reče kdo, kar želi, pa tudi z zgledom, kako nagrajujem posamezne sodelavce na znanstveno-raziskovalnem središču, da seveda nagrajujemo to vrstno uspešnost. Uspešnost pridobivanj projektov, torej izven nacionalnega financiranja. Pa tudi, če nekdo pridobi, ne vem, 3 nacionalne raziskovalne projekte. Kaj to pomeni? To pomeni, da je na vsak projekt še najmanj 3 zaposleni. Ali pa še celo več. Torej, v vsakem primeru, ko nekdo zapolni, bi rekel, svojo obremenitev in ko svojim delom in svojim prizadevanjem doseže, pridobi za ustanovo še več sredstev, zato da se lahko mladi in drugi vključujejo in izobražujejo oziroma da pridobijo zaposlitev in ravno na temu temelji pravzaprav delovanje znanstveno-raziskovalnega središča, je naš koncept, moj koncept na ZRS in želi biti tudi moj koncept rektorovanja, da se take posameznike ustrezno nagradi. Seveda vselej v skladu z zakonodajo, ki to določa. In nazadnje, Drzna Slovenija resolucija, ki sem jo danes omenil, prav to omogoča. Omogoča, da bo zakonsko urejeno, da bo posameznik lahko izstopil iz kolektivne pogodbe, sklenil za določen čas individualno pogodbo z delodajalcem za recimo izvajanje nekega mednarodnega projekta, 1-2 milijonskega, ki ga bo prinesel na ustanovo, ki bo pomenilo 10 novih zaposlitev, nabavo nove neke opreme ali celo investicije v stavbe. Zakaj takega človeka ne bi nagradili? Seveda ga moramo nagraditi. Pa tudi mlade. Mladi, ki se prizadevajo, tudi mladi raziskovalci na znanstveno-raziskovalnem središču, ki si prizadevajo, ki so aktivni, ki so samoiniciativni, dobijo določeno priznanje tudi v uspešnosti, torej v materialnih sredstvih.